Prav taki hišici, kot je tale, je nekoč živel en kmet, ki je imel kar 10 otrok in eno zoprno babanco za ženo. Joj, ta je pa samo opravljala in vrtela svoj špičast jezik, pa nikoli ji nič ni bilo prav. Kadar so pri hiši mesili kruh, so vedno zamesili tudi majhen hlebček. Tega so potem zvečer pustili na mizi in šli spat. Zjutraj, ko so vstali, kruha ni bilo več na mizi. Nihče ni vedel, kdo ga je vzel, kdo ga je pojedel. Pa še nekaj niso vedeli. Kmet je bil priden človek. Rana ura, zlata ura, zgodaj je vstajal. In le on je vedel, da ga namesto kruha na mizi vedno čaka zlat cekin. No, počasi so se cekinčki kar nabrali. In hiša si je opomogla. Dobro so živeli. Sčasoma so si lahko zgradili še dodatno kamrico, v kateri so potem lahko spali. Da ni bilo več treba spati po klopeh. Ampak kljub temu, da je njim šlo dobro, to kmetovi ženi ni šlo v račun. Vsi drugi revščino tolčejo, nam gre pa dobro, ja ne razumem tega. Pa kaj nam je treba mesiti tisti hlebček? Zakaj razmetavamo z moko? Kmet pa je modro molčal, nič ni povedal. In ko so nekoč spet zamesili kruh in spet spekli hlebček, ga pustili na mizi, se je babnica odločila, da se bo skrila pod mizo in ugotovila, kdo je tisti, ki ta hlebček odnese. Čakala je in čakala in čakala in čakala. In je šla ura proti polnoči. Pa je žensko začelo ščipati v želodčku. Lačna je postala. Kaj je naredila? Ja, seveda. Pojedla je hlebček. Le nekaj trenutkov kasneje, ko je drobtine še vedno mlela po ustih, so v hišo stopili 3 ljubniški škrati. V tistih časih so bile hoste tod okrog še polne škratov. Ja, prav oni so bili tisti, ki so vedno odnesli hlebček in pustili zlat cekin. Gledajo. Gledajo, pa ne najdejo kruha. Kaj hitro so pa opazili tisto žensko tam pod mizo. Kako privoščljivo se jim smeje. Nič ne boste dobili, vse sem pojedla.
Eden izmed škratov je bil zelo starodaven škrat. Imel je grbo na hrbtu in dolgo, dolgo brado. In je rekel: O, ti staruha pojeduha, ki nam ne privoščiš kruha. Odslej boš taka, kot sem jaz, nas pa nikoli več k vam ne bo v vas. In ženski je v trenutku zrasla grba, pa pognala je dolga, dolga brada. Tisto brado si je potem lahko obrila, grbo je pa do konca svojih dni na hrbtu nosila. Škratov res nikoli več ni bilo v hiši. Je pa hišo spet obiskala revščina. Cekinčki so pošli, otroci so se s trebuhom za kruhom raztepli po svetu, ubogi kmet je od žalosti umrl. Pri hiši pa je ostala le staruha pojeduha, ki je do konca svojih dni brado brila in na hrbtu grbo nosila.